pozdravljeni. Lep pozdrav tudi z moje strani. Danes bo najina oddaja prav posebna, obarvana bo v duhu konoplje. Konoplje v prehrani, ki je vse bolj aktualna. Ja, res je. No, na vašem zavodu ste tudi pravzaprav del projekta, sodelujete v projektu z naslovom EP konoplja oziroma daljše, vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu. Niste vodilni partner, ste pa pomemben partner. Kaj bi lahko izpostavili v zvezi s tem projektom oziroma, če se lahko osredotočiva na kakšen cilj? Ja, tale projekt poteka dejansko v okviru ukrepa sodelovanja iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje, ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Eden izmed ciljev je tudi ugotoviti in uveljaviti vlogo, ki jo ima konoplja pri varovanju kmetijskih virov in prilagajanju na podnebne spremembe na slovenskih kmetijah in pa seveda tudi povečanje zanimanja pri zainteresirani javnosti za prehranske produkte, kozmetiko, tekstil in gradbeni material iz konoplje. Seveda vse to v luči trajnosti, varovanja naravnih virov in prilagajanja podnebnim spremembam. Ja, vsi te cilji, ki ste jih navedli, zakaj vse je možno uporabiti konopljo, celo za gradbeni material? Sliši se zanimivo, ampak glede na to, da je to oddaja Zdigni pokrivač, bova tokrat namenili, se usmerili bolj k prehrani, k vlogi konoplje v prehrani. Gre za eno izmed zelo, zelo dolgo uporabljenih rastlin v te namene. Res je. Konoplja je dejansko ena izmed najstarejših udomačenih rastlin, saj dokazi o njenem gojenju segajo praktično že več kot 12.000 let nazaj. Najprej je bilo seveda gojenje namenjeno predvsem pridobivanju konopljinih vlaken, ki so se uporabljala za izdelavo vrvi, oblačil, kasneje seveda tudi papirja, sčasoma pa so se v prehrani začela uporabljati tudi konopljina semena, ki so takrat imela pomembno vlogo v prehrani, predvsem v zimskem času, saj so dober vir maščob, beljakovin, hkrati pa jih je tudi enostavno shranjevati. Iz njih pa se seveda izdeluje tudi, mislim, da vsem predvsem pretežno znano tole konopljino olje, ki ima take blagodejne lastnosti. Verjetno se lahko tudi ozdravimo marsičesa, če? Kako je s tem? Ja, dejansko pomaga pri teh procesih razstrupljanja, regeneracije celic in tako naprej. Tukaj predvsem bi mogoče izpostavila zelene dele rastline, ki zaenkrat še niso tako zelo znani oziroma poudarjeni v javnosti. In ker smo seveda sedaj v tem pomladnem času, ki je primeren tudi za naše razstrupljanje, detoksikacijo našega telesa. Postenje, absolutno, ja. To je dejansko nekako krona pač tega detoksikacije oziroma razstrupljanja telesa. Seveda lahko konopljo vključimo tudi v ta program. Zdaj, vi ste pravzaprav se postenju strokovno izjemno veliko posvečali. In zagotovo ta recept, ki ga boste danes izpostavili, je v duhu teh vaših spoznanj. Namreč postenje gre v korak s časom z ustrezno prehrano, ki nas nekako prerodi. In vi ste napovedali, da bomo danes pripravili prav poseben smuti. Lepo ime nosi. Res je. Smuti se imenuje pomladnik in je primeren za čas priprave na post in potem seveda po postnem obdobju, ki pa je nekako najbolj pomembno obdobje za celotno regeneracijo našega telesa, kajti post dejansko na hitro razstrupi in uredi vse naše procese v našem organizmu. Najbolj važno pa je potem seveda vzdrževanje in pa seveda pravilna prehrana po postu. In tukaj bi mogoče
kar dala tale recept, ki si ga lahko pripravi čisto vsak, je zelo enostaven, vsebuje tudi te naše rastline, ki so tako imenovana tudi naša super živila. In sicer najprej bi vzeli en del svežega, presnega, domačega jabolčnega soka, ki smo ga iztisnili direktno iz jabolk, ne prekuhanega ali pasteriziranega. Seveda lahko vzamemo tudi katerikoli drugi presni sok, naprimer korenčkov ali pa sok kake pomaranče, ampak seveda nekako smo privrženci lokalne, sezonske hrane, ne? Zato bi bolj priporočala, da se tega poslužimo. Potem vzamemo pest mladih vršičkov in listov kopriv, ki je dejansko neverjeten razstrupljevalec in pa hkrati tudi izredno hranljiva, bogata z raznimi minerali, vitamini, železom, da nam da tudi moč dejansko, ne? Potem bi dodali pest konopljinih vršičkov oziroma v tem času, ko vršički še niso pognali zunaj, bi nakalili konopljine kalčke in pa dodali še pest mladega regrata. Potem lahko dodamo še kakšnokoli drugo poljubno sadje, lahko tudi zamrznjeno jagodičevje, dodamo vodo po potrebi in pa, če želimo, tudi žlico presnega nesegretega medu. Vse to seveda potem zblendamo oziroma zmešamo v mešalniku in na to použijemo. Uživamo v bombi antioksidantov. Točno, tako je. Ja, tako po slamici, ne, v miru. Ja, lepo v miru, tako en ritual vsakodnevni, ne? Ja, to bi lahko zaužili vsak dan zjutraj, kako bi bilo s tem? Absolutno. To bi bilo dejansko energetska bomba, ampak ne v smislu kalorij presežka, ampak dejansko je to živa hrana, ki dejansko deluje pozitivno na naše kognitivne sposobnosti, krepi spomin, koncentracijo. Prav tako deluje spodbujevalno na rast in regeneracijo celic, prav tako so spodbujeni samoobnovitveni procesi v našem telesu in posledično imamo več energije, telo ni preobremenjeno z procesi presnove in tovrstna hrana tudi eliminira odpadne snovi, se pravi odstranjuje vse tisto, kar je odvečno v našem telesu. Hkrati če se pač na dolgi rok prehranjujemo na ta način, se nam uravna tudi tale naravni občutek apetita, enostavno se več ne prenajedamo, kajti ta hrana je tako zelo polnovredna hrana, da naše telo prehrani in ni tega jojo efekta, tako zvanega. Prav tako ta hrana spada med životvorna živila, ki poraja življenje. V to kategorijo med drugim spadajo tudi presna semena, tako da lahko dodamo tudi konopljina semena, naprimer, potem kakšne oreščke, poganjke, kalčke, skratka vse, iz česar se poraja življenje. Po drugi strani pa naprimer toplotna obdelava uniči encime, vitamine in pa te druge pomembne prehranske snovi, ki so tako zelo pomembne za prehrano naših celic. Kje pa bi lahko vse te sestavine našli? Dejansko vse to lahko najdemo doma, pri bližnjem kmetu, v naravi, tako da je dejansko vse lokalnega izvora in ne rabimo tudi teh dolgih prehranskih verig v to vključevati, tako da dejansko tudi, vključimo sosede, prijatelje, znance in se gremo izmenjavo teh dobrodejnih sestavin. Aha, no dobro, to bo treba torej še raziskati, to področje. Najlepša hvala, Sonja Bertalanič, ker ste nam povedali nekaj svežega v našem Zdigni pokrivaču in ker verjamem, da imate na zalogi še kakšen tak recept, predvidevam in upam, da boste v prihodnje že s poslušalci delili še kakšnega. Najlepša hvala za povabilo, z veseljem se odzovem tudi naslednjim povabilom. Hvala lepa.